Karen Read je pravkar vložila novo odmevno tožbo. In povedal vam bom takoj zdaj sporočila, ki naj bi jih poslali preiskovalci v njenem kazenskem primeru in so del te pritožbe. Ne samo, da so nekateri izmed najslabših stvari, ki sem jih prebral v zadnjem času, ampak lahko to popolnoma spremeni potek te zgodbe. Razčlenil bom tožbo in kaj morate vedeti prav zdaj. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Preden začnemo, vam moram povedati o tem sponzorju, našem partnerju, ker imajo aplikacijo, ki vam bo zagotovo všeč. Imenuje se Upside. Upside vam omogoča vračilo denarja, dodatno vračilo denarja pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila, hrana za seboj. Torej, kaj naredite? Prenesete aplikacijo Upside brezplačno. Izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij. Plačate kot običajno svojo kartico, potrdite nakup in tako preprosto dobite denar nazaj. Recimo, da potrebujem gorivo ali pa si želim naročiti hrano za seboj. Najprej poiščem ponudbe v aplikaciji Upside in po nakupu se denar pojavi v moji aplikaciji, ki ga lahko prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $254 na leto. Če želite začeti prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo. Obvezno uporabite promocijsko kodo Sidebar, saj boste tako prejeli dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri vašem prvem rezervoarju goriva. Poglej, ne vem, če si videl novice, ampak pravkar je bila vložena odmevna tožba, ki jo je vložila Karen Read. Je dolga, je zahtevna. Rad bi ti razložil ključne trenutke, ti predstavil glavne točke. In resnično želim izpostaviti šokantne vidike tega. In ti podati tudi svoje mnenje o prednostih in morda slabostih te tožbe. Ampak moram to postaviti v kontekst, prav? Poglej, poznaš to ime. Poznaš ime Karen Read. Lani so jo oprostili obtožbe, da je ubila svojega fanta, bostonskega policista Johna O'Keefa. Kljub temu, da so ji sodili dvakrat na dveh ločenih sojenjih, je bilo eno razsodišče neodločeno. Tožilstvo je trdilo, da ga je povozila s svojim avtomobilom in ga pustila umreti na mrazu pred hišo drugega policista, Briana Alberta. Porota se ni strinjala, da je ona ubila Johna O'Keefa. Obramba je opozorila na površno in pristransko preiskavo ter trdila, da so Readovi podtaknili krivdo, pri čemer so posebej izpostavili preiskovalce, predvsem glavnega preiskovalca Michaela Proctorja. Proctor je bil dejansko odpuščen iz državne policije Massachusettsa, potem ko je prišla na dan serija vulgarnih in seksističnih sporočil, vključno z nekaterimi o Readovi. Zdaj je Readova vložila tožbo proti državnim policistom Massachusettsa in policijski upravi mesta Canton, ker sta zaposlila Proctorja in tudi Shawna Gooda iz policije Canton, ki je bil prav tako vpleten v njen primer. Mimogrede, ta teden je dejansko odstopil iz policije. Kot bomo videli, je argument v tem, in to boste videli v pritožbi, da ti ljudje nikoli ne bi smeli biti zaposleni, obdržani ali jim dovoliti, da preiskujejo njen primer. V bistvu pa trdijo, da je šlo za zaroto, za načrt, da so jo namerno izbrali za tarčo in da so ji podtaknili krivdo. Povedal vam bom takoj, domnevna sporočila, ki so jih poslali ti ljudje, to je tisto, kar naredi to zadevo nekaj povsem drugega. To je tisto, zaradi česar je ta pritožba ena najbolj ogabnih stvari, kar sem jih prebral v zadnjem času. Zato, ko govorimo o tem, in bom še prišel do tega, o argumentu imunitete, kaj ne? Ne glede na to, ali so policisti in policijske postaje imuni pred tožbami ali ne, so to sporočila, ki jih moramo izpostaviti. Torej, naj se lotim obtožb, SMS sporočil. Še enkrat, povem vam že zdaj, pripravite se. Veliko stvari je za obravnavati. Prav tako tudi vzroki za tožbo in podal bom svoje pravno mnenje o primeru. Prav. Mimogrede, to prihaja potem, ko je bila že vložena še ena tožba. Torej, Karen Read je marca letos vložila tožbo proti različnim policistom in pričam v svojem kazenskem primeru, pa tudi proti mestu Canton. Ampak osredotočimo se na to tožbo, prav? Zdaj vam bom dobesedno prebral uvodne dele te tožbe, ker samo opisovanje ne bi zadostovalo. Citiram. Oprostilna sodba v zadevi Commonwealth proti Karen Read 18. junija 2025 ni zgolj končala napačnega pregona. Nepopustljivo je osvetlila nekaj, kar sta državna policija Massachusettsa, MSP, in policijska uprava mesta Canton, CPD, leta poskušali prikriti. Zakoreninjena kultura nestrpnosti, mizoginije, sistemskih neuspehov in institucionalne gnilobe v samem jedru obeh organizacij.
Zaradi te zakoreninjenosti zdaj gospa Reed vlaga tožbo proti MSP in CPD zaradi njihove malomarne zaposlitve, usposabljanja in nadzora pristranskih in pokvarjenih policistov, katerih dejanja so kršila njene ustavne pravice in ji povzročila ogromno škodo. V središču zahtevkov gospe Reed leži pretresljiva zgodba, ki ni le zgodba o posameznikovih pravicah, temveč o temeljnih načelih, na katerih temelji naša družba. S tožbo bodo MSP in CPD zdaj prisiljeni odgovarjati za nezakonito ravnanje policistov do gospe Reed, kot je podrobno opisano spodaj. Ampak tudi za zahrbtno kulturo nestrpnosti in mizoginije, ki je omogočila takšno nezakonito ravnanje. In verjetno povzročila tudi druge protiustavne kazenske preiskave, v katerih so trpeli številni neznani posamezniki. Ko slišim takšne besede, se moj pravni prebudi. Saj začnem razmišljati, če govorite o drugih, ki so v podobnem položaju kot vi, ali govorite o večjem ukrepu. Govorite o skupinski tožbi, govorite o več ljudeh, ki bi se pridružili, če verjamejo, da so jih preiskovali Good ali Proctor. Se bodo tudi oni pridružili temu? In obstaja en primer, ki ga bom omenil nekoliko kasneje. Ampak nadaljujmo. Citiram. Pravzaprav sta se MSP in CPD več let izogibala temu trenutku, vendar je zdaj čas za dolgo pričakovano preglednost in odgovornost, ki jo dolgujeta državljanom te skupnosti. Mimogrede, ko vložite tožbo, se skozi postopek razkritja in izmenjave informacij ter javnega sojenja uresničuje ideja preglednosti. Nadaljuje z besedami. Nekdanji detektiv MSP Michael Proctor in nekdanji narednik CPD Sean Gutt sta zagrizena nestrpneža, katerih sovraštvo do vseh, ki so drugačni od njiju, prežema vsako njuno dejanje. Nista policista, ki bi občasno izrekla žaljivo pripombo. Sta moška, katerih pisna in zabeležena sporočila, ki sta jih pošiljala drug drugemu in krogu enako mislečih prijateljev v obdobju 10 let. Jazno razkrivata globoko zakoreninjeno in nekesano sovraštvo do žensk, temnopoltih Američanov, azijskih Američanov, Judov, Hispancev, Arabcev in homoseksualcev. Njihova neprimernost za katerikoli položaj javnega zaupanja ni bila subtilna. To je bilo obsežno dokumentirano in, kot je navedeno spodaj, takšno, da bi MSP in CPD to lahko ugotovila že dolgo, preden je katerakoli agencija dodelila nalogo preiskave in pregona gospodične Reed. Vpletenost Proctorja in Gooda na začetku preiskave smrti Johna O'Keefa III. Je neizogibno in nepopravljivo kontaminirala preiskavo v vseh pogledih. Torej, z drugimi besedami, ni šlo samo za to, da so izrekli grozne komentarje. To kaže, da niso bili primerni za sodelovanje pri tem, da jih ne bi smeli zaposliti, ne bi jih smeli obdržati in da so pokazali pristranskost, ki je okužila preiskavo. Obstaja povezava, ki jo bo treba raziskati in dokazati, ampak zdaj bom začel s tem, prav? Torej, Karen Reed trdi, da je to v tisočih pisanih in zvočnih sporočilih. Da bo jasno, mislim, da še nismo videli uradnega poročila o teh sporočilih, kot so posnetki zaslona, kjer bi jih lahko sami videli ali kaj podobnega. Vsebina teh sporočil pa je del tožbe. In tožba dejansko vsebuje nekaj citatov, oziroma domnevnih citatov. Mimogrede, v opombi piše, da so zvočni posnetki na USB ključku, ki je bil priložen kot priloga tej tožbi. Ampak tega mi nimamo. Nadalje piše, citiram, za MSP in CPD tako jih poskušajo pritegniti k odgovornosti, ki sta jih leta zaposlovala, usposabljala, nadzirala in opazovala, kar pomeni, da bi morali vedeti, ali ste vedeli za to. Sovražna in prezirljiva stališča Proctorja in Gooda niso bila le del njunega vsakodnevnega besednjaka, ampak so bila voven na kulturo njune organizacije in vsakodnevne pogovore. Prebral vam bom nekaj teh domnevnih izmenjav, čim bolj previdno. V redu, smo na YouTubu, moram biti previden. Ampak vam bom samo to povedal. Opravičujem se. Opravičujem se. Kako grozno je to? V redu? Ta naj bi po poročanju prihajala od Proctorja, potem ko naj bi Goodu povedal ali domnevno povedal o več avtomobilski nesreči v Cantonu. Citiram, dejansko si vzemi čas. Vidim, da je bil vpleten temnopolti, zato se ne bi mudil, če delaš. Naj umrejo. Sean Good naj bi po poročanju poslal sporočila, v katerih je pisalo jej črni kurac in na to preprosto beseda na N. Proctor naj bi napisal Amerika je za nič. Hitler je bil res na pravi poti. Potem je morala prekleta ZDA poseči
in vse uničiti. Kaj pa to? Detroit bi morali uničiti skupaj s kraji, kot je Flint v Michiganu. To so gojišča, kjer se temnopolti lahko prosto razdivjajo. Obstaja ena, domnevno od Gooda, ki preprosto pravi žid, židovski pičlih. Proctor. Moj novi podpredsednik je ogromen, zloben puda. Molim nebesa, da bi kakšen pokvarjen insekt iz Amazonije prilezel v njeno v, tam izlegel jajca in da bi jo zarot ubil, ko bi jo požrl od znotraj navzven. O moj bog, kaj pa ta, domnevno od Shona Gooda? On je Jud, zato def da, kaj pa ta, domnevno od Michaela Proctorja? Deportirajte jih. Ni me briga, če so tukaj zakonito ali kakšen je bil njihov izgovor. Jih jebeno deportirajte, te peščene črnce. In očitno trdijo, da je to napisal Proctor, ko se je nanašal na zadnjico svoje punce. Ne morem se niti približati tisti stvari. Res se trudim po svojih najboljših močeh. Čakam, da zaspi in potem poskušam priti do tega. Poskusim vse mogoče. Poskušam jo napiti, ne morem se približati. Začenja me res jeziti. Ni kul. Ne bom bral naprej, počutim se precej ogabno, ampak saj razumete, saj veste, zakaj gre. Če vas zanima, da bi si jih vse ogledali, če je to tisto, kar želite, pojdite na aplikacijo Law and Crime. Imamo dosje primera za Karen Read. Ta tožba je tam objavljena in vse si lahko preberete sami. Ampak spet, tukaj je argument, da ti moški ne bi smeli biti zaposleni, ne bi jih smeli obdržati. Ne bi smeli imeti dovoljenja za preiskovanje kazenskega primera, domnevno kažejo svojo pristranskost. Še posebej, ko je bila oseba, v tem primeru Karen Read, ženska. Bila je ženska osumljenka. Piše, citiram. Proctor in Good verjameta, da so ti ljudje onesnaževali soseske, v katerih so živeli in delali. Delali in kjer so na koncu služili. Naredili so več kot le to, da so gojili svojo nestrpnost in ravnali v skladu z njo. Pravzaprav so to ovekovečili v pisnih in glasovnih sporočilih svojim somišljenikom. Ne le nekaj sporočil, temveč na tisoče njih. Pogovarjali so se o deljenju zasebnih golih slik žensk in namerno, recimo temu tako, dosegali vrhunec z ženskami medtem, ko so spale. Prizanesli so le redkim zaščitenim skupinam, članom skupnosti ali javnim osebnostim. In to je ozadje. To je ozadje, zakaj ne bi smeli preiskovati Karen Read, da so bili pristranski proti njej. In to dokazuje, in kar poskušajo povedati je, da nikoli ne bi smeli biti preiskovalci. Citiram. Poleg teh grozljivih izjav, ki kažejo, v kolikšni meri je verjel, tisti s podobnim ozadjem in lastnostmi kot on, beli moški, so bili po njegovem mnenju nadrejeni drugim, ženskam, nebelskim. Proctor tudi ni skrival svojih drugih nagnjenj, zaradi katerih je bil očitno neprimeren za službo, vključno s tem, da je večkrat govoril o tem, da bi ljudem podtaknil kokain in komu porinil pendrek v zadnjico. Zelo pomembno, ker oba veva, da so bile v primeru Karen Read obtožbe, da so bili dokazi podtaknjeni. O tem bom govoril čez nekaj časa. Citiram. Preprosto povedano, so bili takrat in so še danes popolnoma in nedvoumno neprimerni za upravljanje vodilnih položajev pri MSP in CPD, kaj šele, da bi igrali pomembne vloge ali, v primeru gospe Read, glavno vlogo pri preiskavah umorov. In kljub temu, da je CPD te iste sporočile prejel, pregledal, preveril in analiziral že skoraj pred letom dni, je bil narednik Good še vedno zaposlen kot policist s polnimi pooblastili pri CPD vse do pred 2 dnevoma. Pojdimo k Karen Read. 29. januarja 2020 dva sta MSP in CPD sprostila ta dva mizogina in nestrpna posameznika nad gospo Read, da bi delala na pristranski in pokvarjeni preiskavi smrti gospoda O'Keefa. Ni trajalo dolgo, da sta sprožila svoje sovraštvo in si za tarčo izbrala gospo Read. Dejansko so Proctor, Good, drugi policisti in njihove organizacije takoj razumeli nalogo, ko so njihovi kolegi in prijatelji, Brian in Nicole Albert, Matthew in Jennifer McCabe ter Brian Higgins, lažno poročali, da gospod O'Keefe nikoli ni vstopil v hišo, čeprav je bil njegov obraz pretepen in modrikast. Imel je pasje ugrize in praske na roki ter hudo raztrganino na zadnjem delu glave, ki bi lahko nastala le ob padcu nazaj na rebrasto površino v hiši in ne na ravnem sprednjem travniku. V bistvu to potrjuje trditev, da je tisto noč potem, ko ga je Karen Read odložila, vstopil v hišo in bil pretepen. Bil je ubit,
puščen zunaj, da umre, namesto da bi ga ona povozila. Citiram, organi pregona so takoj začeli ciljati in podtikati zunanji osebi, gospe Reed. Vidite ključ tukaj? Ženska. Kot vodilni preiskovalec, ki ga je določila MSP, sem o gospe Reed vedel le to, da je bila zunanja oseba in ženska. Proctor je odkrito razkril svojo zakoreninjeno pristranskost, ko jo je v svoji skupinski klepetalnici opisal kot, citiram, zaostalo, noro, besedo brez riti, ki pušča. Za katero so se odločili že nekaj ur po začetku preiskave, naj bi imela, citiram, nič možnosti, da se izmaže. Citiram, ona je zafrknjena, je izjavil. Proctor je nameraval, citiram, narediti vse jasno in nedvoumno, da bi on in njegov tesen krog prijateljev lahko vse zvalili na, citiram, dekle. Citiram, takoj po aretaciji gospodične Reed je Good podal enako seksualiziran in dehumanizirajoč komentar o zdravstvenem stanju in fizičnem videzu gospodične Reed, kot sta jih on in Proctor vsakodnevno širila po hodnikih svojih organizacij. Citiram, Jezus, vsako dekle si bo želelo možganskega tumorja, multiple skleroze, kolitisa, če lahko potem, ko ubiješ svojega fanta, v pajkicah izgledaš tako. Medtem ko je Good razmišljal o gospodični Reed v pajkicah, je Proctor zasegel njen telefon in takoj začel iskati njene gole slike. Nato pa razočarano poročal sodelavcem in prijateljem, da zaenkrat ni našel nobenih golih fotografij. Ko pa je pisal drugim ob začetku preiskave, je, citiram, upal, da bo, citiram, naredila samomor. Preiskovalni pristop CPD je izviral iz izprijenega in pokvarjenega vzorca Proctorja in Gooda, ki sta izpostavljala in demonizirala tujca, hkrati pa ščitila policijo in njihove družine. To je bilo seveda lažje sprejemljivo, ker so gospodično Reed dehumanizirali. S pomočjo Gooda in CPD so Proctor in njegovi sodelavci pri MSP, vključno z njegovim neposrednim nadzornikom Jurijem Bučenikom, izvedli v osnovi pristransko in pokvarjeno preiskavo. Cilj je bil, da vse pripišejo dekletu, pri čemer so množično kršili pravila, postopke in etične norme. Na primer, kot je opisano spodaj. Kljub prepričljivim dokazom, da je gospod O'Keefe bil v hiši, niso preiskali doma za kri, prstne odtise ali DNK dokaze. Hiše ni obdelal, niti fotografiral noben forenzični kriminalist. Preiskovalci dejansko niso niti vstopili v hišo kraja zločina do enega tedna kasneje in še takrat le za formalni obisk in kratek pogovor z Nicole Albert. Nobenega truda niso vložili v pridobivanje dokazov od nemškega ovčarja družine Albert, čeprav so menili, da bi pes lahko ugriznil Johna O'Keefa, kar bi nakazovalo, da je bil v hiši, kaj ne, in da ga Karen Reed ni ubila. Nadaljuje z besedami, citiram. Čeprav je bilo telo gospoda O'Keefa najdeno na sprednjem dvorišču s svežimi in očitnimi pasjimi ugrizi ter praskami na desni roki, Proctor in mehanik sta ustvarila dokaze, da bi zagotovila, da bo gospa Reed obtožena za smrt gospoda O'Keefa, namerno preusmerila pozornost stran od Proctorjevih prijateljev in sodelavcev iz organov pregona. To je vključevalo podtikanje dokazov na kraju dogodka, na oblačilih gospoda O'Keefa in na vozilu gospe Reed, da bi podprli lažno zgodbo obtoženega iz hiše, da je gospa Reed z vozilom povozila gospoda O'Keefa, čeprav so preiskovalci vedeli, da poškodbe gospoda O'Keefa niso bile skladne z udarcem motornega vozila, temveč so bile skladne s fizičnim obračunom in napadom psa. In to je bistveni del. Med drugimi napakami sta MSP in CPD prenesla moč in avtoriteto na tiste, ki so bili pristranski, pokvarjeni in nestrpni. Kot sta Proctor in Good, je to pripeljalo do tega, da je bila gospa Reed 3 leta in pol neupravičeno obtožena umora ter izpostavljena sumu, 2 aretacijama, 2 pregonoma, javnim sojenjem in javni obsodbi. Dejansko bi ob uporabi običajne skrbnosti, o kateri bomo govorili, tako MSP kot CPD vedela, da so bili Proctor, Good in drugi od začetka neprimerni za službo. In da bi poskušali dokazati, da je Proctor sam vedel, da ni usposobljen, pravijo, citiram, Proctor je sam to dejstvo priznal leta 2017 po 4 letih na delovnem mestu, ko je svojim prijateljem rekel, citiram, nimam pojma, kako sem opravil varnostno preverjanje. Se spomnite, ko sem omenil druge primere? Za tiste, ki poznate primer Sandra Birchmore, se ta pojavi tukaj. Citiram. Kot samo en primer, leta 2022, kot 18-letni veteran CPD, Good je pisno delil svoje stališča o Sandri Birchmore, mladi ženski, ki je tragično umrla leto prej v Cantonu in katere smrt je bila sprva razglašena za samomor.
Dokler zvezne oblasti niso odkrile, da je več policistov iz sosednjega mesta, policijske uprave Stoughton, spolno zlorabljalo gospodično Birchmore, ko je bila še mladoletna. Po preiskavi zveznih oblasti so nekdanjega policista iz Stoughtona obtožili njenega umora. Njena smrt pa je zdaj na zvezni ravni opredeljena kot umor. Tožilstvo okrožja Norfolk je v začetku tega leta opredelitev načina njene smrti spremenilo iz samomora v neopredeljeno. Ob tem je Good svojim prijateljem rekel, citiram, tista punca je bila skoraj zaostala. Kako bi to lahko vplivalo na kazenski pregon v tem primeru, bomo še videli. Ampak spet, lahko se vrnemo k tistemu prejšnjemu argumentu, kjer Reed očitno namiguje, da če vzamete njene obtožbe kot resnične, morda ni edina, ki je bila prizadeta. Če se vrnemo k Goodu. V pritožbi piše, citiram, da je očitno užival v svoji sposobnosti, da je s svojo institucionalno močjo, avtoriteto in dostopom nezakonito pridobival informacije o ženskah, s katerimi se je srečeval v vsakdanjem življenju. Pisanje iz leta 2015. Komaj čakam, da danes večer v službi poiščem to besedo na C. Ja, ni najbolj za tipa, ki je bil dodeljen primeru Karen Reed. V redu. To so v bistvu navedbe domnevnih dejstev, ki jih je tukaj predstavila Karen Reed. Zdaj želim preiti na vzroke tožbe, torej na to, zakaj toži. Prva točka. Malomarnost proti državni policiji Massachusettsa. Osnovna ideja je, da ima državna policija Massachusettsa dolžnost do javnosti. Dolžnost zagotoviti, da njihovi policisti ne povzročajo škode. Morate jih usposobiti, morate jih ustrezno nadzorovati. Gre za to, kaj je razumno, kaj je razumna skrbnost. Gre za to, kaj je predvidljivo. To predvidljivo škodo, ki jo lahko povzročijo vaši policisti. In tukaj je argument, da je MSP kršil svojo dolžnost do Karen Reed, med drugim domnevno s tem, da je zaposlil in obdržal Proctorja v enoti, ko so vedeli ali bi morali vedeti, da ni primeren za delo, da ga niso ustrezno usposobili, prav tako drugih, mu dovolili preiskovati primer Karen Reed, čeprav trdijo, da je imel osebne odnose s pričami in morebitnimi osumljenci. In prav tako navajajo obtožbo, da mu je MSP domnevno dovolil ponarejati in podtikati dokaze. In škoda za Reedovo, trdijo, je bila, da je bila neustrezno preiskovana in obtožena. Trdijo, da je izgubila svojo kariero, dom, avto, ugled, da je za več let izgubila svobodo, morala prestati 2 javna sojenja. Želim pravzaprav izpostaviti nekaj, kar je v pritožbi glede tega. V njej piše, citiram, kar zadeva MSP, sta tako pred kot med preiskavo, ki jo je vodil Proctor, njegov neposredni nadzornik, ki smo ga že omenili Bekenik, pripravljal njegova letna ocenjevanja zaposlitve. Zvesto svoji navadi, kljub temu, da je iz prve roke poznal obseg Proctorjevega nezakonitega ravnanja, pristranskosti in nestrpnosti, je Bekenik večkrat in lažno zapisal, citiram, da se je Proctor vedel z največjo profesionalnostjo in strogo integriteto. In potrdil, da so uspešno razpravljali o politikah MSP glede preprečevanja nadlegovanja, spolnega nadlegovanja, diskriminacije in raznolikosti ter drugih. Citiram, včasih je MSP preprosto pogledal stran. Naprimer, februarja 2024, 4 mesece pred prvim sojenjem gospodične Reed, je bil MSP seznanjen, da imajo težavo, ki je bila posebej povezana s primerom gospodične Reed. Ministrstvo za pravosodje je začelo preiskovati preiskovalce in 1. februarja je Proctorja zaslišalo na zaslišanju pred veliko poroto glede sporočil, ki jih je napisal, v katerih je gospodično Reed imenoval z besedo na C, poleg drugih nestrpnih komentarjev, ki jih je našlo Ministrstvo za pravosodje. Proctorja so prav tako zasliševali glede njegovih sporočil ob 23. uri. 29. januarja 2020, 2, je Proctor zapisal, da se bo toženec iz hiše, Brian Albert, izognil preiskavi, ker je, citiram, tudi on bostonski policist. Poleg tega so Proctorja na tej veliki poroti soočili sporočili Julie Albert, njegovi sestri Courtney Proctor, v katerih je prosila, naj Proctorju podari darilo za neko domnevno uslugo, ki jo je naredil za družino Albert med njihovimi zaslišanji v tej zadevi. 4. februarja 2024 je Proctor imel sestanek in najvišjemu vodstvu državne policije Massachusetts, polkovniku Johnu E. Monu, ki je nedavno upokojen, poročniku Brianu Connorsu, prav tako nedavno upokojenemu, in majorju Leonardu Kopinratu, ki je še vedno aktiven, povedal o svojem pričanju na Ministrstvu za pravosodje, vključno s svojimi sporočili. Niso ga odpustili,
niso od njega takoj zahtevali telefona in niso takoj začeli preiskovati njegove nestrpnosti. Vedeli so, da obstaja in kje ga najti, vendar tega niso želeli storiti, vsaj dokler sojenje gospe Reed ni bilo končano. Pravzaprav so to skušali skriti pred gospo Reed in javnostjo, čeprav so notranjo preiskavo začeli že v začetku marca 2024, še preden je bila porota na prvem kazenskem sojenju gospe Reed sploh izbrana. Šele ko je obramba gospe Reed izvedela za ta sporočila in jih nato uporabila med javnim sojenjem, je MSP ugotovila, da tega ne more več ignorirati. Druga točka, malomarnost, vendar tokrat proti mestu Canton prek policijske uprave v kantonu. Podobna zadeva. Domnevno je imela policija v kantonu dolžnost do javnosti, da zagotovi, da njeni policisti, njeni zaposleni, nikomur ne škodujejo. Gre predvsem za obtožbe v zvezi z blagom, torej podobno kot pri Proctorju. Vendar pa je tu še nekaj, citiram. Neuspeh pri ustreznem nadzoru in usposabljanju narednika Michaela Lenka, pri njegovem neuspehu, da bi pregledal ali zavaroval kraj, kjer je bilo najdeno telo gospoda O'Keefa, pregledal telesa obtožencev iz hiše zaradi dokazov o pretepu ali zahteval pregled telefonov obtožencev iz hiše, vse to zjutraj, 29. januarja 2022. Neuspeh pri ohranjanju, zaščiti in zavarovanju različnih nadzornih posnetkov znotraj in zunaj varovanega garažnega vhoda, vključno z, vendar neomejeno na, nastavitev samodejnega brisanja teh posnetkov na 30 dni in neohranjanje teh določenih posnetkov za daljše časovno obdobje. Poskus prikrivanja in skrivanja nadzornih posnetkov iz notranjosti policijske postaje in zunaj na parkirišču v relevantnih dneh pred ekipo za kazensko obrambo gospe Reed. Neuspe pri nadzoru odnosa med Proctorjem in Kevinom Albertom. Omogočanje Brianu Higginsu dostopa do postaje CPD brez nadzora. In ko je CPD izvedel, da je Higgins uporabil postajo CPD sredi noči takoj po zabavi v hiši na noč smrti gospoda O'Keefa, niso raziskali in prijavili tega dejstva MSP. To je obtožba. Ali je kaj storil, ali imel kakršenkoli dostop do dokazov. Tretja točka. Civilna zarota proti MSP in mestu Canton. To je zanimivo. Sprašujem se, ali bo to zapleteno. V bistvu je obtožba, da sta imela MSP in CPD skupen načrt ali zasnovo, da bi to preiskavo smrti O'Keefa nepravilno usmerila izključno proti Reedu. Tukaj so moje razmišljanja o tej tožbi. Najprej, tista sporočila, domnevna sporočila, če jih bodo predložili, so izjemno slaba. Izjemno slabo, če je res. Mislim, to vedno govorim, ampak zelo težko je opravičiti ali postaviti v kontekst domnevna sporočila, kaj ne? In tudi, ko ste videli, kako je Proctor pričal na Reedovem prvem sojenju in je moral razlagati stvari, ki jih je poslal, ni bilo več kaj dodati. Zdaj, ne vem, če bi vsa ta sporočila bila sprejeta na sojenju tukaj. Argument bi bil, da je veliko teh preveč vznemirjajočih. Morda niso pomembna za Reedov primer. Ključno bi bilo reči, poglejte vsa ta sporočila. To je vzorec. To kaže, kako neprimerni sta Proctor in Good za opravljanje službe, za preiskovanje in še posebej za obravnavo primera, za preiskavo primera, ki vključuje žensko osumljenko in mrtvega policista. Kaže na njuno pristranskost. To bi lahko bil argument. In povem vam kar zdaj, če porota sliši ta sporočila. Fant, to ne bo dobro za MSP ali CPD. Zdaj pa mislim, da bi lahko podali tudi argument o imuniteti. Vprašanje, ali bo tako uspešen. Kaj mislim s tem? Po zakonu govorimo o kvalificirani imuniteti, suvereni imuniteti. V bistvu ščiti državne in lokalne vlade ter policijske oddelke in policiste pred tožbami v zvezi z opravljanjem njihovih dolžnosti in dela. In to ima smisel, kaj ne? Vsaka aretacija ne vodi v kazenski pregon. Tudi vsak kazenski pregon se ne konča z obsodbo. Zato imamo sodišče, zato imamo pravni sistem. Bilo bi neprimerno, če bi lahko vsak osumljenec ali obtoženec preprosto tožil tožilce ali policijske oddelke za milijone dolarjev, češ da so bile njihove pravice kršene. Vsak pravi, da je nedolžen, vendar bi to imelo zastrašujoč učinek. Argument bi bil, da ne bi bilo več aretacij, ne bi bilo več pregonov, tudi proti pravim kriminalcem, ker bi tožilci in organi pregona ter policisti imeli strah. Bali bi se, da bi jih tožili. Zato je potrebna določena imuniteta. Potrebna je določena zaščita. To bi bil argument. Bi bil uspešen? Poglejte, to je tisto, kar bi obtoženci trdili, kaj ne? Imeli smo legitimne dokaze proti Karen Reed. Morda se s tem ne strinjate, vendar smo imeli prave dokaze.
Njene domnevno problematične izjave, v katerih naj bi omenjala, kako je zadela Johna O'Keefa, celo v enem medijskem intervjuju, kjer se je zdelo, da se, veste, sprašuje, ali ga je res zadela, da je takoj vedela, kje je njegovo telo, medtem ko so se vozili naokoli in ga poskušali najti. Vozne razmere so bile slabe. Bila je tudi trditev, da so podatki iz mobilnega telefona Johna O'Keefa pokazali, da je bil ves čas zunaj, kar naj bi pomenilo, da nikoli ni vstopil v hišo, ter domnevno razbito zadnje luči na njenem avtomobilu. Bilo je različno, veste, pričanje glede udarca ali tega, in bilo je različno pričanje glede njegovih poškodb Johna O'Keefa. Tako bi lahko rekli, glejte, imeli smo dokaze, da verjamemo, da je to storila ona. Ampak način, kako prebiti to imuniteto, je reči ne. To ni bila le površna preiskava. To ni bilo tako, kot da smo naredili napako. To ni bilo samo slabo policijsko delo. Ne. Način, kako bi morda lahko prebili to imuniteto, je reči, da ne morete zaščititi policistov ali policijske postaje, če namerno, zavestno sodelujejo v neprimernem ravnanju. Če je bilo njihovo usmerjanje proti Reedu neprimerno in storjeno z zlobo. Tukaj pride na plano ta teorija zarote, kaj ne? Obstajala je zarota, da bi jo namestili ali podtaknili, ali pa da preiskava ni bila ustrezno upravljena. Spet, mora biti več kot le površna preiskava. Mora biti res očitno, namerno, zavestno napačno ravnanje. Ali je to prisotno? Ali lahko dokažete zaroto, torej dogovor med MSP in CPD, da bi škodovali Reedu? V bistvu je to argument. In poglejte. Res se sprašujete, kaj bo še prišlo na dan v postopku razkritja dokazov in skozi sojenje. Ker v kazenskem postopku Karen Reed za obrambo ni šlo za to, da bi obramba predstavljala primer, ki bi dokazoval policijsko korupcijo ali zaroto. Šlo je za to, da se vzbudi razumen dvom o njeni krivdi, da se pokaže nepravilno delo policije. Niso imeli bremena dokazovanja, da je prišlo do korupcije. Niso imeli bremena dokazovanja, da je šlo za zaroto. V civilni zadevi je drugače, ne? Še posebej v tisti, ki je bolj osredotočena na oblasti, njihovo usposabljanje, zaposlovanje in preteklo delo. Prav o tem govori ta civilna zadeva. Tako bi to lahko na koncu prineslo več odgovorov in več pojasnil, kot smo jih videli v kazenskih zadevah. Torej, za tiste, ki pravijo, ali bo to način, da izvemo resnico o tem, kaj se je zgodilo z Johnom O'Keefom? Morda ne. Zdaj pa govorimo o odzivih. Karen Reed je danes zjutraj nastopila v oddaji Today Show na NBC-ju in povedala, da je John O'Keefe razlog, zakaj to počnejo. Citiram: John je bil žrtev te institucionalne korupcije in mi smo glas za Johna. Nadaljevala je: To je bil vedno naš načrt. Najprej sem morala rešiti svoje življenje. Ne morem ničesar storiti, če nisem svobodna. Leta sem se morala boriti za svojo svobodo. In vedela sem, ko se je vse skupaj odvijalo, da nikoli ne bom mogla preprosto pozabiti, da se mi je to zgodilo, da mi je bila storjena krivica na tak način. Nisem mogel preprosto nadaljevati življenja, kot je bilo prej. Moram še naprej boriti za pravico. Eden od redovih odvetnikov, Alan Jackson, je za oddajo Today Show prav tako povedal: Kar Karen želi, ne moreš napisati na ček. To je razkritje. Razkritje korupcije, ki je v DNK državne policije Massachusettsa in policijske uprave Canton. Zdaj je državna policija Massachusettsa komentirala domnevna sporočila v tej tožbi in jih označila za gnusna ter popolnoma neskladna z osnovnimi standardi spodobnosti. Dejansko je nadzornik državne policije Massachusettsa, polkovnik Jeffrey Noble, dejal, da ta domnevna sporočila, citiram, ne odražajo vrednot državne policije Massachusettsa in niso tolerirana v naših vrstah. Podržajo in v celoti podpirajo mojo odločitev, da odpustim Michaela Proctorja. Odvetnik, ki zastopa Proctorja, je za NBC Boston podal naslednjo izjavo, citiram, da karkoli je gospod Proctor storil ali rekel v svojem osebnem življenju, ni imelo nikakršnega vpliva na preiskavo Karen Reed. Tako, to je povzetek dogajanja v tej tožbi. Še naprej bomo spremljali, kaj se bo zgodilo. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji Sidebar, vsi skupaj. Kot vedno, prosimo, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu in moji oddaji na News Nation Jesse Weber Live od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.